K slavnostnemu nagovoru vljudno vabim predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc Musar. En lep dober dan vsem skupaj. Saj verjetno že vsi veste, kakšen športni navijač sem oziroma navijačica in športni navdušenec. In mi je res v veliko čast in veselje, da vas lahko pozdravim pred odhodom na eno lepo prvenstvo, sem prepričana. Spoštovani člani slovenske nogometne reprezentance, cenjeni strokovni štab, spoštovani generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije, gospod Koželj, dragi gostje. Med uvodnim naslavljanjem bi morala začeti z dragi sosedje. Brdo pri Kranju je namreč kraj, ki nas povezuje. Le streljaj od državnega protokolarnega objekta grad Brdo, kjer smo danes zbrani, onkraj drevoreda in žive meje, je namreč vaš dom, vaša baza, Nacionalni nogometni center Brdo. Ponos Nogometne zveze Slovenije, center, ki vam ga upravičeno zavidajo marsikje v Evropi in drugod po svetu. Center, v katerem ste začeli priprave na največji nogometni dogodek leta, Euro 2024. Kraj današnjega srečanja je torej izbran simbolno, saj nas povezuje. Tako kot Slovenke in Slovence povezujete naše izvrstni športnice in športniki. No, izbran je bil seveda tudi zato, ker vem, da je selektor Kek zelo natančen, kar se tiče urnika treningov, in zato mu ne želim odvzeti dragocenih minut. Vaš trud, predanost in borbenost so nas vse navdihnili in ponosni smo, da boste zastopali našo državo na tako prestižnem tekmovanju. Čeprav so bile temperature v Stožicah tisti ponedeljek, 20. novembra lani, kazahstansko nizke, so bila srca vseh, ki smo vas spremljali na polnih tribunah in tistih, ki so bili pred ekrani, razgreta. S toplino in čustvi pa ste jih napolnili ravno vi, svojo nepopustljivostjo in mojstrskimi potezami. Vaš uspeh ni samo športni dosežek, temveč tudi simbol enotnosti, vztrajnosti in neomajne volje, ki so ključne vrednote prav vsake ekipe. Vsi smo spremljali vaše napore na igrišču, vaše tekme in videli smo, kako ste z vsakim korakom, z vsako podajo in z vsakim strelom dokazovali svojo predanost in željo po uspehu. Slovenke in Slovenci bomo z vami na vsakem koraku, navijali bomo za vas in verjeli v vašo igro, saj ste, ni odveč neštetokrat to poudariti, naš ponos. Poleg vašega uspeha pa bi rada danes poudarila še eno pomembno temo, ki je ključna za prihodnost športa v Sloveniji, namreč enakopravnost v športu. Kot predsednica Republike Slovenije se zavzemam za to, da bi imeli ženske in moški enake možnosti v vseh športnih panogah, tudi v nogometu. Naši ženski nogometni reprezentanci želim, da bi sledila vašemu zgledu in se kmalu tudi sama uvrstila na velika mednarodna tekmovanja. Vendar pa enakopravnost ni samo vprašanje ob večjih tekmovanjih. Gre za širšo zavezanost pravičnosti in enakosti v vseh vidikih športa, od financiranja do medijske pokritosti, do dostopa do kakovostnih treningov in infrastrukture. Podpiranje enakopravnosti v športu pomeni vlaganje v izobraževanje, infrastrukturo in podporne programe za vse športnike, ne glede na spol. Ponosna sem, da Slovenija postaja vse bolj zavedna in dejavna na tem področju, vendar pa je, tukaj želim in moram biti odkrita, v slovenskem nogometu pred nami še dolga pot. Verjamem pa, da lahko s skupnimi napori dosežemo, da bodo dekleta in ženske v športu imele enake priložnosti za razvoj in uspeh kot vi, dragi fantje. In pri tem vas iskreno prosim za podporo. Jaz velikokrat rečem, da takrat, ko ženske govorimo o enakosti spolov, ko govorimo o feministični politiki, če želite, vsega tega ne počnemo zato, da bi imeli fantje manj, nikakor ne, ampak zato, da bi imele ženske in dekleta vsaj približno enake priložnosti. Z Nogometno zvezo smo se o tem že pogovarjali in sem hvaležna vam, gospod generalni sekretar in predsedniku Nogometne zveze, da boste tudi dekletom posvetili potreben čas in pozornost.
A v športu niso samo uspehi, so tudi padci in razočaranja. In tukaj zbrani vemo tudi, da so obdobje pohval in so seveda obdobja kritik. Včasih upravičenih, včasih privlečenih za lase, včasih popolnoma neutemeljenih. To je sestavni del športa, to je sestavni del življenja. Zato želim Nogometni zvezi Slovenije in Evropski nogometni družini ob tej priložnosti na srce položiti še eno stvar. Na kritike, naj bodo upravičene ali ne, se odgovarja z argumenti. Tako kot nanje svojo borbeno in ekipno igro odgovarjate fantje vedno, kadar je to najbolj potrebno. V vladavini prava, v družbi, ki spoštuje temeljne človekove pravice in svobodo govora, in za takšno družbo si bom vedno prizadevala z vsem svojim bitjem, utišanje ni pravi način za soočanje s kritikami. Dialog, strpnost in spoštovanje sočloveka, to je prava pot, ki se je moramo zavedati politiki, predstavniki športnih zvez in tudi medijskih hiš. Dragi nogometaši, vaš uspeh je tudi navdih za mlade po vsej Sloveniji. Mladi, ki vas spremljajo, vidijo, da so sanje dosegljive in da je trdo delo smiselno in da se lahko z vztrajnostjo in predanostjo dosežejo velike stvari. Vi ste vzorniki prihodnjih generacij in vaše zgodbe bodo navdihovale mnoge mlade športnike, ki bodo sledili vašim stopinjam. Še enkrat torej iskrene čestitke ob vaši uvrstitvi na Evropsko prvenstvo. Želim vam veliko kombinatorike, uspeha, tudi kanček sreče, predvsem pa seveda zdravja. Naj vas vodi duh športnosti, ekipnega duha, fair playa in ljubezni do igre. No, te vam zagotovo ne manjka, to vem. Ponosni smo na vas in prepričana sem, da boste uspešno zastopali Slovenijo. Se vidimo 20. junija v Münchnu, kjer bomo slovenski navijačice in navijači zagotovo ponosno dvigali zastave. Slovenija-Srbija bo tekma polna emocij in na obeh stranih velike želje po zmagi, to vem. In naj zaključim z navijaškim sloganom, ki je last slovenskih navijačev in navijačic, ter nas bodri že več kot 3 desetletja in si ga nihče ne bi smel prisvojiti. Kdor ne skače, torej ni Slovenc. Srečno, dragi fantje, in srčno. Hvala lepa.